Kljub temu, da nekateri to dejstvo zanikajo, velja opozoriti, da so migracije in terorizem vsaj v določenem delu povezana procesa, nekako se dopolnjujeta in ravno v smislu migracij ocenjujemo, da je bilo v Sloveniji premalo konkretnih ukrepov izvedenih in da so bili tudi ti, ki so bili nekoliko prepozno. Ob tem velja spomniti, da je predsednik Slovenske demokratske stranke že avgusta leta 2015 navedel oziroma predstavil 10 pomembnih predlogov, ki bi bistveno vplivale na zmanjševanje migracijskih valov in tudi ti migranti, ki bi prišli, bi bili bistveno bolj kontrolirani, varnostno preverjeni, kot se je dogajalo potem, ko so bili migranti predvsem transportirani preko Slovenije brez resne preverbe. Če pa me že sprašujete glede konkretnih predlogov, ki jih je Slovenska demokratska stranka predlagala, bi želel omeniti le najpomembnejše, in sicer spremembo azilne zakonodaje, v katerem bi se bistveno zaostrili pogoji obravnavanja azilantov, prosilcev za azil, tako da bi azil dobili le tisti, ki so ga dejansko upravičeni, ne pa še vsi ostali, hkrati, da bi se to obdobje azila oziroma pravice do azila skrajšalo. Lahko rečemo tudi zakon o burkah, tako imenovan zakon o burkah, ki tudi pomembno vpliva na nacionalno varnost v neki državi. Zavedati se namreč potrebno, da burka ni le verska obleka, temveč priročno skrivališče, kajti nihče ne ve, kdo, moški, ženska ali kakšna oseba, lahko tudi terorist, se pod burko skriva. Zgovoren primer je sina Sadama Huseina, ki so ga ravno pod burko ujeli zavezniki. Ob tem je pomembno, da omenim tudi spremembo kazenskega zakonika, s katerimi bo onemogočali oziroma strožje kaznovali borce, ljudi, ki so šli v tujino kot borci Islamske države in se potem vračajo. Tudi tukaj je treba narediti odločne korake, kajti vsi ti vrnjeni borci Islamske države so potencialni teroristi. Pomembno ob vsem tem je tudi nacionalna garda, ki jo je predlagal Odbor za obrambo pri strokovnem svetu Slovenske demokratske stranke, ki bi ravno tako pomembno vključevala ljudi v zagotavljanje večje varnosti v državi. Poleg tega pa je Slovenska demokratska stranka predlagala povečevanje državnega proračuna ravno za namene varnostnih služb, policije in ostalih organov, ki Slovencem zagotavljajo varnost. Žal je vladna koalicija v parlamentu vse te naše predloge zavrnila z obrazložitvijo, da oni pripravljajo boljše in učinkovitejše ukrepe. Žal se je kasneje izkazalo drugače. Bodisi jih ni bilo, bodisi niso bili v zadostni meri.